Pozdravljeni v današnji epizodi SIST podcasta. Danes je z mano gospod Viktor Martinčič, strokovnjak z področja varovalk in standardizacije. Gospod Martinčič, lepo pozdravljeni in dobrodošli. Hvala lepa za povabilo. Z veseljem. Pa če začnemo mogoče kar na začetku, tako kot nekako tradicionalno odpremo vsak podcast. Kako bi vi v bistvu predstavili vašo strokovno pot? Če se ne motim, vi ste imeli začetke v Iskri, potem ste pa nadaljevali v podjetju ETI Izlake. Pa če malo pišete to pot in kako vas je v bistvu skozi vašo poslovno pot spremljala standardizacija? Ja, ta pot je bila, moram reči, kar zanimiva. Res v Iskri sem začel na področju polprevodniških diod. Zelo zanimivo področje, tako v razvoju, kot kasneje na področju vzdrževanja te opreme. Pa je pa ena sprememba prišla, namreč doma smo bili nekje na sredini med Iskro pa ETI Izlake v Zasavju, v Trbovljah. In moja žena je bila takrat razvojna inženirka v ETI-ju za področje stikal. In seveda, ko si mlad, nimaš denarja za 2 avtomobila. In je rekla, ti boš šel na Izlake. No, in sem prestopil na Izlake. Ste v bistvu združili prijetno s koristim. Tako da smo določeno obdobje delala v razvoju skupaj. Krasno. Vaša pot v ETI je bila pa nekako 30 let, če se ne motim. Ne? Zdaj ste sveže... 35 let je. 35 let. Zdaj ste sveže upokojeni. Sveže upokojeni. Ja? Celotno pot sem dal skozi od razvojnega inženirja do produktnega vodje. Vmes sem bil tudi vodja oziroma direktor enega spin-off podjetja. In tako dalje. Zelo zanimiva pot. No. A vas je na celi tej poti spremljala tudi standardizacija in standardi? V bistvu res. Čisto od začetka smo že mogli se, naprimer, takrat je bil ETI proizvajalec in še danes je eden glavnih proizvajalec D-varovalk, tako imenovanih D oziroma D0. In če smo hoteli, naš glavni kupec je bil takrat Siemens, in če smo hoteli te izdelke na nivoju, dosti visokem nivoju prodajati Siemensu, smo se mogli pač uskladiti z vsemi zahtevami standarda. Tako da smo že takrat zelo poglobljeno delali na standardih. Koliko ljudi recimo v ETI-ju dela na standardih oziroma je delalo? Ste bili vi nekako najbolj vpeti v to, pa še kakšni sodelavci, je to cela ekipa, tako da si malo znajo naši poslušalci predstavljati? Prav na standardih, da bi eden 100% delal, tega ni. Zato, ker smo vključeni v različne projekte in razvojni inženirji, potem morajo že iz tega razloga, ker njihovi izdelki morajo biti ustrezni in oni sodelujejo v standardizaciji. Tako da v standardizaciji dela, 15-20 ljudi, ampak ne vsi 100%. To je vse povezano. To je v bistvu ena stvar, ki je, rečo temu, za zraven, ampak zelo pomembna. Ne? Tako. Zdaj, omenili ste, da ste bili produktni vodja. Ja. Da ste bili tudi direktor enega spin-off podjetja. Kaj v bistvu pomeni to dvojno vodenje, pa če vam je na obeh pozicijah prav prišlo to znanje o standardih in standardizaciji? To definitivno, to spin-off podjetje, to se je imenovalo ETI Part. Part izhaja iz besede partikular, posebne varovalke, in to je v bistvu delovalo vzporedno. Že takrat smo začeli razvijati tako imenovane posebne varovalke za posebne aplikacije, predvsem fotovoltaika in tako naprej. In to podjetje je bilo del enega razvojnega centra Novi materiali, ki je bilo ustanovljeno v okviru Zasavske regije in je bilo malo sofinancirano tudi iz Evropske unije. In cilj tega podjetja Novi materiali
je bil tudi novi izdelki. In enih od teh novih izdelkov je bil tudi posebne varovalke. No, ko rečete varovalke, jaz kot ženska in verjetno še marsikdo kot laik na tem področju si predstavlja zgolj te gospodinjske varovalke. Ampak verjetno ni tako. Tudi mi smo obiskali vaše podjetje, takrat še z mladimi ambasadorji in smo videli, da je zgodba precej večja kot v bistvu samo gospodinjske varovalke. Kaj pravzaprav še zraven delate, proizvajate? Tiste varovalke, ko ste to prvo rekli, to so te tako imenovane D in D0 varovalke. Ko sem jaz prišel v razvoj, sem skrbel za to področje. Takratni šef je rekel, Viki, ti boš prevzel te varovalke, v 5 letih bojo tako izginile z trga. To je bilo 30 let nazaj, 35 let nazaj. Pa so izginile, ali ne? Danes delamo med 15 in 20 milijonov kos teh varovalk še kar. Glavna trga sta pa Nemčija in Švedska. Najbolj razvite evropske države. Pa je bilo napovedano, da jih ne bo več. Pa je bilo napovedano, tako da še kar. Seveda, to je eno od področji. Možnosti je bilo veliko, tako da seveda smo se usmerili predvsem v varovalke za področje elektroindustrije, to so NV, nizkonapetostne varovalke, če bomo mogoče kak vzorec pokažem. Lahko, ja. In seveda visokonapetostne varovalke, tu so tiste velike, ki varuje transformatorje, energetske transformatorje. Tlej mogoče treba poudariti eno prednost ETI-ja, da v ETI-ju se ne proizvaja samo varovalke, se proizvaja tudi seveda stikalni elementi, miniaturna zaščitna stikala oziroma avtomati po domač. Pomemben del proizvodnje je pa keramika, kjer delamo keramična telesa za vse naše varovalke in tudi za večino od naših konkurentov. Zdaj smo pa spet pri podobni poti, kot je standardizacija. Konkurenti ampak so tudi partnerji. Namreč delamo z Littelfuse, z Mersenne, z Eaton, za vse te velike blagovne znamke, kar se tiče visokonapetostnih varovalk, naprimer je Siba iz Nemčije, eden največjih proizvajalcev, jih delajo med 350 pa 400 tisoč na leto in vse cevi keramične kupujejo pri nas. Mi smo pa tudi proizvajalci tega, ampak smo na drugem mestu, ne dosegamo te Sibe. Ampak zdaj, ko ste omenili, da v bistvu je v večjih fazah samo proizvodnja, pomenili ste te keramične ovoje, ali kako bi temu rekla. Je vsaka zadeva posebej narejena po določenem standardu? Ja, seveda. Glih, ko smo pri standardih, tiste, ki smo prej omenila D pa D0, so narejene po standardu 269/3. In kaj je najbolj bistveno, te varovalke so namenjene za uporabo tako imenovanih nepooblaščenih oseb. To pomeni, grdo se reče, ampak v gospodinstvih se lahko uporabljajo. Razumem, V bistvu niti ni tako grdo, je kar realno. Nepooblaščene osebe. Medtem ko se, naprimer, tiste NV varovalke za zaščito motorjev, energetskih vodov in tako dalje, so delajo pa po IEC 269/2 in te varovalke lahko inštalirajo samo pooblaščene osebe, pooblaščene, certificirane osebe. Mogoče bomo pol kasneje, ali pa bom dal te slike, ali pa vam bom poslal elektronske slike. Na trgu se pojavlja precej neznanja. In tole je en primer. To je primer ene slabe varovalke, a ne? Evo, da kar pokažemo to. Nekdo, ki jo je po domač povedan zaflikal. To je skrajno nevarno in neustrezno. Zaflikal jo je pa verjetno v tem delu, a ne? Tukaj da prevaja, ne? In to je povezano tudi s standardizacijo. Evo, tudi tole.
Na mesto varovalke je dal noter šravf. Če kaj, smo pa iznajdljivi, so pa iznajdljivi, ampak to je smrtno nevarno. Ja, in seveda, to je seveda povezano tudi s standardizacijo. V standardizaciji, v IEC sklopu standardov je naprimer del 5, navodilo za uporabo nizkonapetostnih varovalk, kjer je eksplicitno napisano ne uporabljaj takšnih stvari v praksi. Se pravi, se verjetno veliko zgodi, da ljudje malo sami improvizirajo. Ja, zelo veliko krat se zgodi in zato je ta proces, kako bi rekel, promocije standardov je pomemben. Zato, da ljudje vedo, kakšne so lahko slabe ali pa negativne posledice, če ne uporabljaš standardov za uporabo določenih izdelkov. In če je varovalka narejena po standardu, če lahko sam še enkrat tole sliko, ki je tudi spodaj zapisan, ne? Ja. Tukaj, ki imamo dol na dnu IEC EN 60260, ne? Ni narejena, ne. Ta ne, ampak tista, ki je prav narejena, ki ni amatersko zaflikana, če lahko temu tako rečeva. To pomeni, da je v bistvu varna za uporabo, a ne? Ja, tako. In v teh primerih mogoče bi pokazal vzorec. Lahko kar. No, tole je primer, kako mora biti varovalka pravilno sestavljena. Ok. To je notranjost, ki je tudi narejena po standardih. Ja, seveda. In ko govorimo tudi od standardov, tam so definirani tudi materiali. Za določene karakteristike je tale material baker, za določene je srebro, za nekatere kakšna druga kombinacija, ampak v vsakem primeru je v standardu določeno, kakšen material mora biti. In to je primer varovalke, sicer je tale za fotovoltaiko narejena za 1500 voltov, ampak kar se tiče glavnih sestavnih delov, so pa NV varovalke zelo podobne. Se pravi, to je, če jaz prav razumem, klasična gospodinjska varovalka. Ne. Tole je profesionalna za fotovoltaiko. Za fotovoltaiko, pardon. Se pa spomnim na jesenski šoli, ko ste sodelovali, da ste pokazali tudi varovalko, ki jo uporabljate v transportu za kamione. A je bilo nekaj takega, če se ne motim? To je pa ta, evo. No, dajva še tole pokazati. To je pa tudi ena posebna zgodba. Pred približno 10 leti je Volkswagen začel razvijati svojo novo serijo manj Scania tovornjakov za pobiranje smeti. Za komunalo. Kaj je tam problem? Izredno veliko pospeševanj in zaviranj, ciklično obremenjevanje elektronskega sistema, pozabil sem reči električnih tovornjakov. Cel sistem je narejen na 800 voltov in oni so imeli ogromno problemov z prehitrim delovanjem zaščite. Varovalka je crkla zaradi tega cikličnega obremenjevanja. In takrat so iskali enega dobavitelja, ko bi bil to sposoben narediti. Mi smo tekmovali s francoskim Mercenom. To je Mercen, ki ste prej omenili, tudi, ki jim delate v bistvu te keramične. Tako. To je ta konkurenca. To je ta konkurenca. In mi smo bili uspešni. Predstavili smo našo idejo, oni so potem predstavili vse, kakšne dimenzije želijo in mi smo naredili posebej to keramično osnovo, ni takšna, kot je ta, ampak ima 4 prostore tlele noter, s tem, da je tale del namenjen posebnim hlajenju, zato ker je varovalka takole ograjena in tle se hladi. In smo uspeli, tako da danes dobavljamo Volkswagenu. In to je bil prvi korak, bomo mogoče kdaj še kasneje rekli, kar se tiče naše prisotnosti na področju avtomobilske industrije.
Zdaj vi veliko omenjate, da v bistvu v podjetju delate po standardih, ste pa tudi neposredno vpleteni v bistvu v standardizacijo, s tem, da ste člani na mednarodnem in na nacionalnem nivoju. In zdaj, če se najprej mogoče mednarodnega nivoja dotakneva, glede na to, da sva že omenila standarde IEC, vi ste bili tudi predsednik enega od odborov, oziroma odbora za varovalke, pa če lahko mogoče poveste, kako je potekalo to delo tam, kakšen je postopek sprejema standardov in kaj je v bistvu za vaše podjetje pomenilo to, da ste sodelovali pri oblikovanju standarda? Definitivno, že če začnemo od začetka. Jaz sem v standardizaciji že bil, mislim, do leta 2000. Takrat sem pač sodeloval, imeli smo pregled, kaj se dogaja na standardizaciji. In potem je leta 2015 prišla ideja iz Siemensa, ker je bil pač zamenjava na vodstvenem položaju v tehničnem komiteju 32 varovalke. Tisti gospod predhodnik se je upokojil. In Siemens je predlagal mene. To je bil enotedenski šok za mene osebno, zato ker sploh nisem razumel, zakaj. Ampak potem so bili seveda pogovori z vodstvom firme in tako dalje, če mi to sploh dovoli. Ne? In ko smo dali to skozi, to je eno, kako bi rekel, eno zelo pomembno spoznanje, da na nivoju IEC-ja ni pomembna nacionalnost, skod prihajaš, kako velik je tvoj podjetje ali pa država ali pa to. Ne. Videli so, da sem pripravljen delati in so me predlagali. Pa konec koncev tudi, da ste strokovnjak na svojem področju, da imate veliko znanja. Kaj pa je v bistvu pomenilo, da vi vodite odbor? A ste imeli kakšno drugačno vlogo in nalogo kot recimo ostali člani odbora? V bistvu ne, zato ker smo vsi te člani odbora smo enakopravni. Tu je ta vodstvo, sicer mogel sem na šolanje v Švico za en teden, seveda zaradi teh procedur, ampak v postopkih spreminjanja standardov smo enakopravni. Popolnoma zaupamo drug drugem in tu je res ena poseben občutek, ko v isti sobi sedi 15-20 konkurentov na trgu. Vsak se bori seveda za sebe, ampak na koncu dajemo predlog, ki je ustrezen za vse. Pogovarjamo se, ni nikoli nobenih podtikanj ali pa karkoli, nobenih, ne vem, Amerikanci pa te pa on. Ne, vsi smo enakopravni. Tudi če je kdaj verjetno prišlo do nesoglasij oziroma do različnih mnenj, ste uspeli najti skupno besedo. Smo se zmeraj pogovorili. Znotraj odbora tudi delujejo delovne skupine, tako imenovani working grupi. Vi ste sodelovali tudi v Working Grupu 15, ne? Še kar sodelujem. Še vedno sodelujete, ja? Jaz zdaj govorim o pretekliku, ker ste me presenetili z novico, da ste že v penzionu. Ta Working Group 15 se ukvarja z reorganizacijo celotne te serije standardov IEC 60269. Zdaj, če rečemo IEC 60269, si ljudje težko predstavljajo, kaj pravzaprav to je. Pa če mogoče poveva, kaj je glavni cilj te skupine standardov in kaj je glavni cilj te prenove, ki ste se jo lotili? Tla imam spet neki listkov sabo, ki jih lahko potem vam pošljem. Lahko, pa jih vključimo. Da se vključimo. Tudi zdaj se lahko pač stikajo, ampak kaj je glavni cilj? Osnovna ideja za spremembo oziroma pač dopolnitve standardov cele serije prihaja iz Nemčije. Red in disciplina, ne se poznamo Nemce. Ordnung disciplin. Njihov DKE je dal predlog pač na javno razpravo. Kaj je razlog? Trenutno
so tule vsi glavni standardi serije 269, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Različne vzorce varovalk predstavljajo, to so pa velikosti oziroma dimenzijske. Lahko sam pokažemo, da bo lažje za razumeti, takole je. Pa če samo poveva v bistvu, kaj je ta skupina standardov, na katero področje se nanaša? To se nanaša na področje varovalk. Nizkonapetostnih varovalk. Tako, okay. Ne? In kaj je problem? Naprimer, NV talilni vložek je vključen v standard številka 2, številka 4, 5, 6 in 7. Zakaj je do tega prišli? Zaradi razvoja tehnologij. V začetku je bil samo v 2, pa so pa videli, da taka NV varovalka mora biti narejena tudi za zaščito polprevodnikov, tu je del 4, potem za fotovoltaiko, del 6, za baterijske sisteme, del 7 in tako naprej. In vsak ta velikost je pač pokriva več standardov. Isto je za D0, 3, 4 in tako dalje. In po domač povedan je kar velika zmeda za tistega, ki to uporablja. Isto je s karakteristikami. Poznamo tokovno-časovne karakteristike GG, AM, GS, AR in tako dalje. In tudi te prihajajo v različne stopnje. In tega so imeli Nemci dost in so naredili new structure, novo strukturo, predlagali. In tu je ta reorganizacija. In tu je ta reorganizacija, ki bo dejansko pripomogla bolj jasni sliki, ko se s temi standardi dogaja. Zdaj v bistvu imamo to skupino standardov, kot smo rekli, oziroma serijo standardov, tako. Ja. In potem te deli, ki ste jih omenili, 1, 2, 3, 4, 5, se pa nanašajo na posamično področje, kot smo rekli, ali je to fotovoltaika. Tako. Se pravi, tako da bojo lažji poslušalci razumeli. In zdaj, ta reorganizacija bo to malo bolj smiselno uredila, če jaz razumem. Ja, zelo smiselno. Na kakšni točki pa je, recimo, in koliko časa potem traja sam postopek, ko vi začnete z reorganizacijo oziroma se znotraj odbora odločite ali delovne skupine, in koliko časa traja, da se dejansko potem to zgodi in implementira? Tale delovna skupina, mislim, da že dela približno, zdaj je drugo leto in mislim, da konec naslednjega leta, da bo to urejeno. Zelo so aktivni, tudi ta DKE je vključil mene in sem redno prisoten na teh Webex meetingih in pomagam po svojih močeh s kolegi, ki narišejo kakšne karakteristike in tako dalje. Tako da sem tudi jaz v nemški, ne samo v SIS-u. V bistvu niste samo nacionalno, ampak internacionalno. Do Nemčije sežem. No, evo, super, dobri strokovnjaki daleč sežejo. Ja, no, v glavnem, to je zelo pomembno. Mogoče logično vprašanje, ne, kako bo to s certifikati. Osnovna ideja je, da se obstoječi certifikati obdržijo. Ko boš pa imel čez 2 leti en nov izdelek, ko ga boš mogel pa testirati po teh novih standardih, je pa pač logično, da se novo strukturo uporabi. Kako bo pa sama ta reorganizacija vplivala na preglednost in samo razumljivost standardov, predvsem za proizvajalce in pa pač tudi za uporabnike na drugi strani? Zelo bo izboljšala preglednost. Namreč danes, kakor sem tamle že omenil, danes, če uporabiš, če imaš NV varovalko, moraš imeti v bistvu 5 standardov, da pokriješ ta program. Potem boš imel samo glavnega, pa samo enega za GG. In to je to. In se ne bo vse bolj poenostavljeno v praksi in za običajnega uporabnika. Seveda, da je čim bolj poljudno in čim bolj razumljivo. Zdaj malo sva se dotaknila te mednarodne standardizacije in vašega sodelovanja na mednarodni ravni.
Prav tako ste pa tudi bili aktivni na nacionalni ravni. In sicer ste predsednik tehničnega odbora SISTC EVA za električne varovalke. Pa če se mogoče zdaj usmeriva tudi malo na to nacionalno raven, kakšna je v bistvu naloga tega odbora in kje so tiste ključne teme, s katerimi se trenutno ukvarjate? Ja, naloga tega tehničnega odbora je predvsem diskusija oziroma odločitve, kako ustreza to za področje Slovenije. In to imamo redne sestanke, da se predlogi analizirajo, ali imamo kakšne dodatne zahteve, želje in če so dodatne zahteve, jih pošljemo in tle je izjemno pomembno sodelovanje SISTA v sistemu IEC-ja. Tako da če je pripomba, jo pošljemo, če ni, ne pošljemo in glasujemo za. Glavno pa je, da nad temi spremembami oziroma postopki v standardizaciji ni samo eden, ne, da jih je pač 5. Je kolega iz laboratorija v Mariboru, kjer se testirajo varovalke, tako da tudi on ve, kaj se dogaja na tem področju. Je kolega iz elektrodistribucije, Elektro Ljubljana, da ve, kaj se dogaja in tako dalje. Iz različnih področji ste strokovnjaki in različne interese konec koncev tudi zastopate. Zdaj, zakaj je recimo za vas, vi sodelujete na mednarodni ravni, zakaj je pa prav tako pomembno, da sodelujete na nacionalni ravni? Na mednarodni že sodelujete konec koncev pri oblikovanju teh mednarodnih standardov, ki se v veliki večini privzamejo na nacionalni ravni. Zakaj je pa pomembno, da ste tudi tukaj aktivni? Mal je pač zaradi prenosa informacij in znanja, da nisem samo jaz obveščen v teh stvareh, ampak da so tudi kolegi, ki jih zanima to področje. Tako da to je po moje zelo dobro, da sodelujemo, da je več ljudi tudi iz Slovenije malo vključeno v torej, znotraj odbora na nacionalni ravni vi največkrat v bistvu pregledate, a date tudi pripombe kdaj? Tudi dajemo pripombe. Pa so upoštevane večinoma ali ne? Kako je potem to v praksi? Več ali manj so. So upoštevane. Mogoče sam primer. Ko smo imeli sestanek tega tehničnega odbora TC32B v Postojni, smo glih mi iz Slovenije predlagali, da je treba nekaj narediti na področju zaščite baterij. In v Postojni je štartil postopek razvoja novega standarda številka 7 za standard za varovalke za zaščito baterij. No, kljub temu, da je Slovenija majhna država in koliko je članov v vašem odboru na nacionalni ravni? 5. Da je samo 5 članov, je še vseeno, naš glas je dovolj močan. Kako pomembno je pa za vaše podjetje, prej sem že omenila, kakšno v bistvu korist ima ETI od tega, da vi sodelujete pri pripravi standardov? A vam to prinaša kakšno konkurenčno prednost oziroma na kakšen način se odražajo pozitivne lastnosti sodelovanja? Definitivno to pomeni. Lep primer je področje fotovoltaike. Ne bom spet šel v zgodovino, ampak 10 let nazaj, ko se je res začela množično razvijati fotovoltaika, so vsi strokovnjaki videli, da nekaj bo treba narediti z nadtokovno zaščito teh sistemov. Obstoječe varovalke niso ustrezale, ker so pač bile projektirane za izmenične napetosti, v fotovoltaiki so enosmerne in tako dalje. In ko smo začeli razvijati ta standard 6, to je za fotovoltaiko, ne da smo mi iz ETI-ja kradli informacije, ampak v tisti sobi, kjer smo se pogovarjali, vsak je povedal, varovalka mora izdržati takšne napetosti, takšne tokove, takšno ciklično obremenjevanje. Vedeli smo, kaj se dogaja na tem področju in smo že
zelo kmalu začeli razvijati našo cilindrično varovalko za fotovoltaiko. To pomeni taka mehna varovalka za 1000 voltov, ki bi ustrezala vsem tem zahtevam. In kar se ETI-ja tiče, mi smo imeli končni izdelek, takrat smo imenovali PV varovalka, fotonapetost, eno leto pred izidom standarda. In mi smo eno leto pred standardom že začeli prodajati. Vi ste bili v bistvu pripravljeni na prihodnost, če lahko temu tako rečemo. In to je tista prednost, ki jo prinaša sodelovanje. In to je tista prednost. Kaj bi recimo zdaj svetovali mladim podjetnikom oziroma vsem podjetnikom, kar se same standardizacije tiče in sodelovanja pri standardizaciji? Se splača ali se ne splača? Je to dobra poteza ali ne? Jaz iz mojih izkušenj lahko govorim, se splača. Ampak v primernih teh tehničnih odborih. Ne? Standardizacija je tako širok pojem, da dejansko je dobro pokrivati samo tisto področje, v katerem si ti najbolj aktiven. Ne? Mene na primer ne zanima standardizacija, ne vem, luči ali pa tega. Za mene pa za ETI so področje standardizacije varovalk, stikal in mogoče še katerih stvari. In definitivno se to izplača. Pa če ostanemo mogoče pri tem svetovanju podjetnikom in mladim. Zdaj, vi ste zaključili svojo kariero pri ETI-ju, v standardizaciji še ne. Zanima me, ima ETI že nekoga mlajšega predstavnika, da bi vas v bistvu zamenjal in naprej sodeloval pri standardizaciji? Ste vi v bistvu pri standardizaciji sodelovali zato, ker vas osebno to zanimalo, ali vas je tudi podjetje k temu spodbujalo? Kot prvo je to mene zanimalo osebno. Tudi moj predhodnik, gospod Andrej Pušnik, je bil zelo zainteresiran za to področje in me je navdušil. Potem je pa prišlo spoznanje, da na koncu je pa tudi za firmo to velik plus. En plus. In seveda so se tudi strinjali, da seveda tle so določeni stroški, ne, če se odpelješ v London, pa tako naprej, ne, pa v Ameriko, pa ne vem kam še, pa Japonsko in tako dalje, so stroški, ampak te stroški se lahko pokrijejo kasneje z povečanjem našega tržnega deleža na tem področju. Na podlagi tudi tega, da informacij. Tako pa, da tudi razvijate izdelek eno leto preden zadeve stopijo. Ja, ta je bil res kar uspešno. In potem smo nadaljevali in potem smo prišli pa na takale. Tiste so bile za 1000 voltov pa do 30 amperov, tale pa 1500 voltov pa do 630 amperov. Se pravi, se vse veča in razvija in tako dalje. Zdaj, omenili ste malo že, da uporabljate različne materiale. Kako pomembna je pa ta interakcija v bistvu med razvojem materialov in samo standardizacijo? Zdaj, kot oba veva, nove tehnologije so prišle, digitalizacija. Ja. Kako te nove tehnologije v bistvu vplivajo na spremembo zahtev v standardu? Prav tehnologije v bistvu, kar se materialov tiče, ne vplivajo veliko. Ampak v praksi je pa tako, ne? Če je tale varovalka 1 evro, vsak poskuša narediti, da nam spet nesramen, vsak iz vzhoda poskuša narediti to varovalko za 0,5 evra. In namesto srebra uporabi baker. Standard pa določa? Srebro. Ja. Ampak da je finta še večja, ne, tisti baker posrebri, tako da ga običajen človek takole oddaleč ne prepozna. In verjameš, da je narejeno po standardu. In verjameš, da je narejeno po standardu. Ne, tako da dogaja se veliko takih stvari, ko naj se ne bi, ampak v osnovni materiali so določeni in
bojo še naprej. Kar se pa tizga tiče teh novih tehnologij, ja, seveda, mi delamo, lahko še rečem, no, da še delamo. Do konca leta. Ja. Seveda, da so varovalke opremljene s kakšnimi digitalnimi pretvorniki, to pomeni, da spremljamo tok, ki teče skozi njo, da se te informacije pošiljajo v en koncentrator, da imaš na primer neprestano pregled, če imaš tam v eni omarici 20 varovalk, za 20 varovalk točno veš, kakšen je bil tok skozi te varovalke v obdobju zadnjega tedna, zadnjega meseca. Vidiš obremenitve, vidiš tako dalje. So merilniki temperature, veliko se dela tudi na teh dodatnih elementih, da se podatki iz takele zastarele varovalke tudi analizirajo. Ni treba čakati, da pregori. Že iz tistih podatkov, ko vidiš, kakšen je tok tekel v zadnjem tednu skozi to varovalko, vidiš, lahko predvidevaš, da bo kmalu pregorela. Veliko se povezuje tudi z digitalizacijo, valjda se seveda se to je neka to je osnova. Realnost in realni izziv današnjega časa. Prej mi še niste odgovorili, če bo ETI predlagal nove strokovnjake na področju standardizacije, so že kakšni plani za naprej? Prav eden kolega, trenutno šef razvoja varovalk, gospod Benko, je že član in se bo tudi udejstvoval na tem področju. Iščemo še ena, dva, ker tu je dejansko zelo široko področje. Ni čist ista filozofija za te varovalke ali pa za tiste visokonapetostne varovalke, tako da iščemo še kakšnega kolega, ko bi bil tu pripravljen. Ampak čisto iskreno povedati, glih velikega interesa ni, ker to je povezano tudi z obremenitvami, kar se tiče potovanj. Naj samo en tak neum primer povem. Imeli smo en IEC srečanje, generalno skupščino v São Paulo, v Braziliji. Ja, sem šel, ni problem, ne. Prišel sem domov ob 10 zvečer, naslednji jutri ob 6 sem imel let v Pariz. Ni jih veliko, ko so pripravljeni riskirati. Seveda, ja. To je vpliv seveda tudi na familijo, na vse, ne. Pa konec koncev gre tudi ogromno prostega časa v to. V službi oddelaš recimo od 8 do 4, si mogoče še na kakšnem klicu na mailu popoldan, ko so pa službene poti sploh take, da dobesedno doma se samo obrneš in šibaš naprej, ne. Ja, je bil obdobje, ko sem bil med 120 pa 150 dni na leto odsoten. Ker ni sam standardizacija, ne. To je en delček tega dela. Ker sem bil pa produktni vodja, je bilo pa neprestano treba potovati do kupcev in jim predstavljati te izdelke. Seveda, vedno v kombinaciji s standardi. Ne? In te kupci so, kakor sem prej rekel, ali Iran, ali Saudska Arabija, Nemčija itak, kakor da smo doma gor, ne? Ker imamo tudi hčerinsko firmo gor. In potem Španija, Portugalska in tako dalje. Je kar naporno. Je naporno, ne? Tako da sem kakih 10 let nazaj sem mogel malo zmanjšati to. No, jaz vsekakor upam, da bo ETI našel ustreznega primernega naslednika. Delamo na tem. Zdaj, če ostaneva pri naslednikih oziroma pri mladih, vi tudi že kar nekaj let sodelujete pri jesenski šoli standardizacije. Zakaj se vam zdi pomembno? In zakaj tudi konec koncev sodelujete, zakaj želite prenašati znanje na mlade o standardih in konec koncev tudi o vašem delu? Zakaj je pomembno, da vedo, kaj standardizacija pomeni? To je tudi po mojem mnenju
Mlada generacija mora biti seznanjena s temi postopki. Res je, da imajo velikokrat drugačen pogled na te stvari, ampak moj namen je bil, da se odpeljemo, peta zraven, gremo, se bomo odpeljali v Prago. In jaz mislim, da je bilo za njih prav zanimivo, ko sta videla tiste vse konkurente v eni sobi, ki smo sedeli in kako to poteka. To ni formalno tak pogovor, ampak tu je veliko neformalnih idej, razprav in tako dalje. In da sta videla, da to ni ena, ne vem, kakšna visoka družba, ne, da smo to vsi normalni ljudje, ki se pogovarjamo in delamo nekaj dober, vsak za svojo firmo, ampak na koncu tudi za področje standardizacije. Kaj me je pa k temu navedli? Mislim, da smo imeli tudi eno to srečanje na fakulteti za elektrotehniko. Ja. No, in tam je en moj kolega iz študijskih let, profesor. In ko smo govorila, me je prav presenetilo, koliko je bil razočaran. Nad mladimi? Nad mladimi, da niso dosti pozorni, da so neprestano med predavanji prav vse skozi na telefonu, da niso pozorni na tisto, kar naj bi tam poslušali. No. In je bil prav razočaran in sem rekel, moral pa malo z druge strani takole poskušati. Kako se vam je pa zdelo, zdaj sodelovali ste na 2 jesenskih šolah, a ne? Ja. Kako se vam je zdelo takrat, ko ste sodelovali? Se vam zdi, da je bil... Prav zanimivo, jaz sploh nisem pričakoval tega. Da bo tak odziv in glede na tak interes. Tiste informacije od kolega, profesorja, ne, je bilo pa pol tam noter v tisti sobi, je pa prav zanimivo bilo. In vprašanja, in tako tam, ko smo se ob kavici pogovarjali, sem bil prav presenečen. Ja, jesenska šola je veliko več, kot v bistvu samo predavanja, ker konec koncev ponuja tudi možnost študentom, da spoznajo predstavnike podjetij, kot ste recimo vi in ostalih podjetij, ki so bili z nami. Tako da je to nekako celostna izkušnja, ne samo teorija o standardizaciji. To je pomembno, da ne ostane sam pri teoriji, ne? Ker brati tiste standarde, tisti čas res malo dolgočasni. Tudi meni osebno sem ne da celega standarda brati. Koliko ste jih pa prebrali, gospod Martinčič? Veliko, a ne? Res sem jih veliko prebral, sploh pa, ker sem jih tudi nekaj že prevedel. Tudi to je pa eno posebno področje. Namreč del te serije je tudi standard 269-5, navodilo za uporabo nizkonapetostnih varovalk. In tle sem pa dejansko ves svoj trud dal v to, da smo naredili prevod. Prevod pa ni tako, da ga daš kje v računalnik, tekst pa prevedeš, ampak moraš v realno stanje, v pogovorno slovenščino, profesionalno pogovorno slovenščino spraviti. In tle je bil pa zelo velika pomoč Elektrotehnične zveze. Da tam so tudi strokovnjaki na najvišjem nivoju. Ne, Viktor, tu se pa ne reče tako, ampak se reče tako. Izrazoslovje, ki je pa pomembno, ampak imamo zdaj prav ta standard v slovenščini in tega sem pa čisto prebral do konca. No, ampak kako bi vi recimo sploh mladim svetovali, recimo, če želijo razviti neko rešitev, ne vem, napisati diplomsko ali pa magistrsko nalogo, pa da vključijo še standarde. Kako bi jim svetovali, kako naj se lotijo standarda? Kako naj ga začnejo brati, ki naj dobijo tiste koristne informacije? A naj se lotijo tako, da vejo, kaj iščejo, ali naj ga prelistajo na splošno? Kaj je tisti pravi recept? Prelistanje na splošno ne pride v poštev. Prvo je, da res veš, kaj iščeš in potem se zakopljaš v določeno področje tega standarda, ampak, kot sem rekel, še enkrat, osnova je tista navodila za uporabo varovalk. Ker vsi ostali deli preveč podrobno
opisujejo, kakšne tokove, kakšne napetosti mora ta varovalka zdržati. To običajno ni zelo pomembno za širši krog. Ne? Tako da navodilo Application Guide je prva stopnja. Tako za nizko, kot za visoko napetost. Pa prej sem vas že želela vprašati, pa nama je tema druga nanesla. Standardi so načeloma prostovoljni za uporabo. Ja. Razen, če zakoni tako ne določajo, oziroma če se zakoni ne sklicujejo na standarde. Dajte mi povedati te standardi, o katerih mi dva zdaj govoriva z področja varovalk. A so to zadeve, ki so zakonsko tudi predpisane, da nekaj mora biti narejeno po standardu, ali se jih vi držite zato, ker veste, da bo to prineslo kakovost, da bo v bistvu potem vaš izdelek primeren za domač in za tuji trg? Kaj je tisti razlog, da ETI dela po standardih? Osnova je seveda, da je ta izdelek narejen po standardu, je varnost in zanesljivost in primerljiva konkurenčnost na trgu. Ne glede na to, če to določa zakon ali ne. Ne glede na to. Se jih v bistvu čisto prostovoljno držite, konec koncev. Ampak večina teh, naprimer, ne glih zakon, ampak te specifikacije proizvajalcev. Ja. Naprimer, Elektro Ljubljana vgradi varovalko v eno razdelilno omaro in oni napišejo, da mora ta varovalka ustrezati standardu 269-2 in da mora imeti ustrezno merilno poročilo. Namreč ni dosti, da jaz rečem, tale varovalka je čisto lepo narejena po tem standardu. Ja. Vsak mu vpraša, kot pa tu testiral, ali bo zdržala 120 kiloamperov, ne da bi jo raznesli. Ne? Ker prej si že omenil, konkurenčni proizvajalci, tudi pri teh testih malo špekulirajo in zato imamo mi vse naše proizvode testirane v testnih laboratorijih v Nemčiji, večinoma v Nemčiji in v Italiji, ki so certificirani, ki ti da gor tudi zagotovilo, da je on tudi odgovoren, da je testiral, da je ta varovalka 120 kiloamperov prenesla. In če ne bi, kdo potem odgovarja? Oni, ki so to certificirali, ali podjetje? To prvo podjetje. To prvo podjetje, ker se pol analizirajo sestavni deli, ali je bilo res tlake narobe ali kaj takega. Pa zakaj Nemčija in Italija, kako to, da v Sloveniji ne testirate, a ni primernega? Imamo laboratorije pri Dravskih elektrarnah v Mariboru, ampak nima dosti tokovne zmogljivosti. Nismo glih mi, to je razvojni center ICEM Maribor. In kaj je še pomembno, v Sloveniji ni virov, ker moraš imeti najprej dosti močen vir, da lahko ti 120 kilo pa 400 voltov ali pa 500 voltov spustiš skozi varovalko. Razumem. Ni, tako da najbližji certificiran laboratorij za nas je na Dunaju, posel pa, kakor se rekel, v Nemčiji in v Italiji. Okay. Ja, lepo sva prehodila pot od ETI-ja oziroma od Iskre do ETI-ja, od nacionalne do mednarodne standardizacije. Zdaj bi vas pa samo še prosila za konec, če poveste, kakšna je po vašem mnenju prihodnost varovalk in pa eno zaključno misel, če se lahko osredotočiva predvsem na mlade. Kar se tiče prihodnosti varovalk, tamle sem šel malo brskati. Prodaja varovalk v letu 2023 je bila 4,28 milijarde evrov. Okay. To je približno 3,6 milijarde, ne, prej sem rekel dolarjev, 3,6 milijarde evrov. Največ trg za varovalke
ni Evropa, ampak je azijsko-pacifiško področje z 38%. Evropa 13%, Severna Amerika 22%. In v zadnjih 10 letih vsako leto to področje ima 4% rast. Aha. Ne glede na vse, kar se nam je dogajalo od COVID-a in bla, bla, bla. To področje ima rast. Mogoče sam, da povem, procent Etija tle. Eti varovalk proda med 60 in 70 milijonov letno, Lepa številka. ampak v svetovnem merilu pomeni to 2%. Okay. Ne? Tako da glede na vse te podatke, glede na trende, je prihodnost varovalk še dokaj svetla. Sploh pa glede na tisto področje, ko smo ga pa mogoče preskočila, se upravičujem, ampak imam s sabo Kar povejte, ja. avtomobilske varovalke. Ja. Sva omenila tega, sva. ampak v vmesnem času smo videli, to je bilo pred 10 leti, v vmesnem času smo videli razvoj avtomobilske električne industrije. Ne? Poznamo tudi veliko informacij, nekatere so celo skrite o napakah na električnih avtomobilih, o požarih in tako dalje. Zdaj ne bom rekel, da je tu vse povezan z varovalkami oziroma zaščito teh inštalacij, ampak avtomobilski proizvajalci po svetu so se odločili, da je treba nekaj narediti. Trenutno je vse standarde za avtomobilske varovalke pokrivajo ISO certifikati. Ja. International Standard Organization. In kaj je tle problem? Problem je, da v teh standardih, da so določene večinoma fizikalne lastnosti varovalk in ne dosti električne lastnosti. In zato so strokovnjaki iz nemške avtomobilske industrije so rekli, da je pa tem dosti. In so rekli, da moramo poiskati možnost, kako bi to rešili. Vejo, da v ISO je veliko znanja, kar se dimenzij tiče. Splošnega znanja. V IEC je pa ogromno znanja, kar se električnih lastnosti tiče. In so rekli, da moramo narediti skupno delovno skupino in ta delovna skupina Joint Venture Group, ISO, IEC in dejansko so noter ta Verband der Automobilindustrije, nemška avtomobilska industrija, potem USCAR, United States Council of Automotive Research, japonsko združenje in predstavniki vseh teh proizvajalcev, Mazda, Daihatsu, Honda, potem PEC, Japonska, MTA, Italija in tako dalje in proizvajalci varovalk Littelfuse, Mersenne in Eti. Vsi smo noter in delamo zdaj skupen standard, ki bo vseboval nove električne lastnosti za avtomobilske varovalke in tudi fizikalne dimenzijske lastnosti. In to je ena od zelo pomembnih stvari za bodočnost. Avtomobilska industrija da, ampak spet v dobrem sodelovanju s standardi. V kolikem času pa naj bi se ta zadeva odvila, razvila? Konec naslednjega leta je že predviden. Zdaj je osnutek, to je ta standard in konec naslednjega leta je predviden, da pride ven. Kar pomeni, da bojo potem električna vozila še bolj varna. Ja, definitivno. Ja. Ne, noben ni proti električnem vozilu, ampak dejstvo je, da že pred leti je Tesla začel umikati z interneta posnetke požarov. To je dejstvo. In ne rečem, da je to povezano vse z slabo zaščito, so tudi kakšne druge stvari, ampak Sigurno.
pravilna zaščita baterijskega sistema je eden od osnovnih pogojev za varnost. In tu so tele Japonci, to ne morete verjeti, kako lepo zgleda, ko se v Berlinu na nemški avtomobilski zvezi usedemo v sobo in je več kot pol Japoncev tam, ne. Malo me skrbi, ker ni Kitajcev. Ampak dejstvo je, da so tudi Japonci ugotovili, da je treba tle razčistiti. In narediti stvari po standardu in da bojo varne. Tako. No, super, me veseli, da grejo vse zadeve v smeri razvoja. V smeri razvoja. Tako, in v smeri še večje varnosti za uporabnika in tudi konec koncev za proizvajalca. Vsi imamo veliko tega, če so izdelki kakovostni in varni za uporabo. Tako je. Zdaj pa dajva še eno zaključno misel namenjeno mladim. Kaj mladim svetujete, zakaj je pomembno, da se vključujejo v proces standardizacije? Ja, kar se tega tiče, je moje mnenje že od nekdaj, da v bistvu mladi, za njihovo kariero je dobro, da se že v začetnem obdobju vključijo v to. In to izhaja tudi iz moje osebne poti. Jaz od začetka sem mogel brati standarde, če sem hotel pravilno razviti izdelek, ko sem bil razvojnik. In mladi, ki se zaposlijo v enem podjetju, za njihovo kariero je dobro, da poznajo tudi področje standardizacije. Vse standardizacija ni vse. Ampak za njihovo kariero je priporočljivo, da poznajo tudi to področje. Je pa pomemben del, a ne? Je pa pomemben del, seveda. Tako da to so moje osebne izkušnje. Super, jaz upam, da boste še kakšno tako pozitivno misel delili letos z mladimi na jesenski šoli standardizacije. Bomo nekaj naredila. Tako. Mogoče glih, sam še tudi, da končam tole, kar se tiče telih ISO IEC, je danes objavljen tudi v elektrotehnički reviji članek na to temo. Tako da jaz promoviram čim več te stvari. Vi ste že ambasador standardizacije praktično, na čemer se vam vsi prav lepo zahvaljujejo, ker pomembno je imeti enega takega človeka, ki se zaveda pomena standardizacije in tudi to znanje prenaša naprej. Jaz bi se vam pa tudi lepo zahvalila za vaš čas danes, za tale pogovor. Jaz verjamem, da so se našim poslušalcem, gledalcem stvari majčkeno bolj skristalizirale, da ni varovalka samo tista majhna zadeva v gospodinjstvu in da če tudi ta majhna zadeva narejena po standardu, je precej bolj varno. Tako. Gospod Martinčič, najlepša hvala. Tudi vam hvala za povabilo, bilo je zanimivo, malo vroče, ampak... Nič hudega. Hvala. Tako da, super.